Torej, publikacija za Belo krajino. Moram povedati, da ta publikacija je izdana v seriji za radovedneže in ljubitelje. Ta publikacija je kot prva se je začela izdajati leta 2010 in sicer se je obdelalo Prekmurje, potem leta 2014 Kras in Markine in kot tretja v tej seriji je Bela krajina. Kot je že omenjeno, dva sourednika, dr. Tanja Petrovič in jaz, strani knjižnice Črnomelj, publikacija obsega 67 člankov. Teh članke je prispevalo 49 avtoric in avtorjev. Poleg tega moramo omeniti še enega avtorja, to je gospod Srečko Bajda, ki je tudi poskrbel za ilustracije v tej publikaciji. Ti avtorice in avtorji so večinoma sicer Belokranjci, ampak kar nekaj je tukaj tudi iz znanstveno-raziskovalnega centra, kar 28 je takšnih, ki imajo doktorat znanosti. Prihajajo pa z različnih področji, se pravi iz raziskovalnega področja, tudi iz muzejev, kulturno-umetniških krogov, varstva belokranjske narave, kot tudi kulturne dediščine Bele krajine, pa tudi nekateri glasbeniki in en enolog. Lahko povem, da smo nekako publikacijo uredili v 7 sklopov, 7 poglavij, če na kratko naštejem. Kot prvo med brezami in rekami, ker predstavljamo naravne značilnosti Bele krajine. Drugi del je potem kulturna krajina, ker predstavljamo arheologijo in stavbno dediščino Bele krajine. Zvoki, belokranjski govori, ki zagotovo so neka značilnost, tudi uskoški govori zagotovo in pa seveda tudi glasba. Okusi, ker ne predstavljamo samo belokranjske pogače, ampak tudi nekatere druge jedi, ki so značilne za to pokrajino. Potem Bela krajina skozi leto, kjer so predstavljene etnološke značilnosti Bele krajine in pa seveda živa dediščina, se pravi predvsem folklorna dejavnost in drugi običaji, ki se še vedno živijo v Beli krajini. Kot zadnje sklopa so Belokranjke in Belokranjci, ker smo nekako izluščili nekatere mogoče nam najbolj pomembne in smo jih vključili v to publikacijo. Moramo omeniti, da so članki napisani na poljuden način, se pravi, da je tudi ta publikacija namenjena širšemu krogu ljudi. Lahko bi celo rekli, da je neke vrste vodnik po Beli krajini.